V šokantnem razpletu dogodkov se je začel izseljevanje muslimanov iz Združenega kraljestva, saj so začeli sami zapuščati državo. Bojijo se vzpona avtohtonih Britancev, ki imajo zdaj občutek, da jim je dovolj, da jih vlada ves čas zavaja. Da mislijo, da gre za multikulturalizem in ne za dejansko invazijo, ki je prevzela nadzor. In odzivi teh islamistov so, iskreno povedano, kar malo presenetljivi. Začenjajo se zavedati, da fasada, ki so jo tako dolgo ustvarjali, da gre zgolj za prijaznosti in verske svoboščine, ne deluje več. Britanci vstajajo in se upirajo, politične stranke pa spreminjajo smer. Tukaj je resnično fascinanten video muslimanske ženske na TikToku, ki dobesedno pravi, da si želi biti deportirana iz Britanije. Da, prav ste slišali. Ta ženska ne želi več živeti v tej državi, ker, kot pravi, je v popolnoma groznem stanju. Zato želi oditi. Prepričan sem. Ne, ni zato, ker je država v groznem stanju. Sploh jih ne zanima, ali so države, v katere prihajajo v dobrem stanju. Nikoli jim ni bilo mar. Gre za to, da jih je strah odziva. Vsi boste imeli zelo zanimive misli po ogledu tega posnetka. Poglejmo si ga. Na tej točki, ali mi lahko nekdo naredi uslugo in me spravi iz te države. Za vse tiste ljudi, ki še naprej pravijo, da me bodo deportirali, resnično vas zdaj prosim, ali lahko to storite. Ker mislim, ja, z veseljem bi poslali tvoj naslov in tvoje ime, poslali tvoje podatke. Lotili se bomo dela, draga. Način, kako gre ta kraj, način, kako gre ta država, način, kako smo vsi, nimamo nobene skupnosti, nimamo nobene solidarnosti, ni nam mar drug za drugega. Mi lahko prosim narediš uslugo in poskrbiš, da me pošljejo domov? Kaj je me en gol dovolj? Mislim, lahko ti povem, da če narediš GoFundMe, ti bodo že samo naši sledilci tukaj pomagali, da se spraviš iz tiste države in greš kamorkoli želiš. Dovolj je bilo poskusov, da prepričam ljudi, naj razmišljajo razumno in jih poskušam združiti, veš, ne glede na barvo kože. Poskušati ljudi združiti je ena najtežjih stvari sploh. Tako da, jaz sem končala. In ja, ali mi lahko nekdo hitro pokliče Ministrstvo za notranje zadeve in me pošlje nazaj domov? Veš, ironija vsega tega je, da morajo seveda drugi ljudje skrbeti zanjo in to narediti namesto nje. Ne, sama si ne more rezervirati vozovnice in se preseliti. Potrebuje druge ljudi, da skrbijo zanjo in to naredijo. Mimogrede, ni edina. Očitno tudi želijo, da to samo deportacijo financira Združeno kraljestvo. Ja, ni dovolj. Prišli so in poskušali vdreti, zdaj pa ugotavljajo, da ta invazija morda ne bo potekala tako gladko, kot so si predstavljali. Zdaj želijo, da vi plačate za njihov odhod. To je točno to, kar bi pričakovali. To sploh ni več šokantno. Mislim, poglejte tole. Ti razvajeni, cvileči, ogabni ljudje, ki mislijo, da si zaslužijo vse. Ne morem tega prenašati. Tukaj je moje sporočilo skrajni desnici. Če me želite spraviti iz svoje države, mi plačajte enosmerno vozovnico, plačajte mi nastanitev in zavedno bom izginila iz vašega življenja. Obljubim vam, moja država je veliko boljša od te države. Imela sem samo smolo, da sem se rodila tukaj. To državo sovražim bolj kot vi. Ampak plačajte za moje stroške in me ne bo več. Obljubim vam, rezervirajte za jutri, pravzaprav. Na katero državo pa mislite? Ker zvenite, kot da ste iz Združenega kraljestva. Zvenite, kot da ste se tam rodili in pravite, ja, država, iz katere prihajam, je veliko boljša kot ta kraj. Neverjetno je, kako te ljudje pridejo sem. Pridejo sem in poskušajo prevzeti vse, hkrati pa trdijo, da so kraji, od koder prihajajo, veliko boljši. No, zdi se, da je to res lahko smer, saj glede na to, kako se politika v Angliji razvija, so izvolili to smešno osebo, oziroma je sploh niso izvolili. Saj veste, oseba, zaradi katere je Keir Starmer odstopil, zdaj pa prihaja nekdo nov, ki je še slabši od Keira Starmerja. Reform in Restore Britain bosta na naslednjih volitvah uspeli in spremenili Združeno kraljestvo. Vedno več ljudi pa to resnično začenja razumeti. Seveda pa tega ne morejo storiti, ne da bi imeli občutek, da jim vse pripada. To je toliko strašljivo. In ja, ti plačaš zame, znebiš se me. Zakaj pa ne? Če to tako sovražiš, zakaj ne greš? Ker tega ne sovražiš, obožuješ to, samo rada se pritožuješ. Če si musliman, ki živi na zahodu in misliš, da je vzpon skrajne desnice samo rasizem, prijatelj, živiš v mehurčku. Pojavili so se posnetki muslimanov v Britaniji, ki so se odzvali na to, da je Reform UK osvojil tisoče sedežev na volitvah. Ti odzivi so bili zelo nepričakovani in so šokirali veliko ljudi. Najprej si bomo ogledali video posnetke. In potem bom povedal svoje mnenje o situaciji. To je prvi video.
To je musliman, rojen v Londonu in pravi, da se morajo britanski muslimani prebuditi in nehati označevati domoljube za rasiste, ker niso rasisti. So le običajni ljudje z resničnimi skrbmi. Muslimani na Zahodu trenutno delajo ogromno napako. Če si musliman, ki živi na Zahodu in misliš, da je vzpon skrajne desnice zgolj rasizem, prijatelj, živiš v mehurčku. Da, rasizem obstaja, seveda, ampak pretvarjanje, da je vsaka skrb, ki jo imajo ljudje glede priseljevanja ali integracije, rasistična, je pravzaprav razlog, zakaj te gibanja še naprej rastejo. Ker z njihove perspektive muslimani preprosto ne poslušajo. Samo rečemo, ja, rasist, in jih ignoriramo. Medtem pa ti je udobno v tvojem malem ekosistemu. V istem ekosistemu, zaradi katerega pravijo, da se ljudje ne vključujejo v družbo. Halal trgovine, mošeje in tvoja lastna skupnost. Poglej zunaj tega mehurčka. Javno mnenje se spreminja. Tudi mladi britanski moški, ki so odraščali v raznolikih šolah, postajajo vse bolj nacionalistično usmerjeni. In to ni zato, ker bi se nekega dne zbudili in se odločili, da bodo sovražili manjšine, ampak zato, ker imajo občutek, da se njihova država spreminja in nihče o tem ne sme govoriti. In če bodo muslimani še naprej vsako kritiko zavračali kot rasizem, s tem ne ustavljate skrajne desnice. Pravzaprav jo krepite, kajti ko se ljudje počutijo prezrte, se začnejo organizirati. In ko se končno odločite, da se z njimi pogovorite, je morda že prepozno. Lahko samo rečem, da je lepo videti nekoga, ki ima več zdrave pameti kot večina teh ljudi na spletu. Ker to, kar pravi tukaj, drži. Dobra novica je, da čeprav ta moški misli, da je islamist, ni. On je v resnici Britanec, ker ima občutek za zahodne vrednote in morda ni eden tistih, ki poskušajo uničiti in prevzeti Evropo ter zahodne družbe, saj je v resnici bolj zahoden, kot si mislim. Kar tukaj govori, je popolnoma res. Ni tako, da bi se vsi prebujali in postajali rasisti ali grozni ljudje. Ne, ljudje bi radi dejansko zaščitili svoje in branili svoje. In ko imaš vedno več teh zavojevalcev, ki prihajajo in te obtožujejo rasizma za vsako stvar, ki jo narediš, prideš do določene točke, postane kot zgodba o dečku, ki je klical volka. Dobra novica je, da to ni običajno. Večina ljudi v Združenem kraljestvu, ki se poistovetijo z vero tega moškega, tega ne vidi tako, ker so bolj islamistično usmerjeni kot pa pozahodnjeni. Ta moški je bil zahodnjaško oblikovan. Sam tega pravzaprav ne ve, ampak spet. To je zdrava pamet. Ta video je bil prava bomba resnice. Na družbenih omrežjih je dosegel več 100.000 ogledov, dobil je 53.000 všečkov in to, kar pravi, je dejstvo. Razlog, da so ljudje glasovali za Reform UK, je ta, da imajo občutek, da so popolnoma prezrti. Naslednji odziv prihaja od muslimana na Škotskem in objavil je ta video na TikToku, kjer pravi, da je vzpon reform trenutek streznitve za muslimane. Tukaj je, kaj imel zapovedati. Danes je trenutek streznitve za muslimane, ki živijo v Združenem kraljestvu, z vzponom reform po vsej državi. Javnost ni naklonjena vam, ni naklonjena priseljencem in to je resničnost, ki jo moramo sprejeti. Kot muslimani, ki živimo v Združenem kraljestvu, moramo razumeti, da je smer, v katero gre ta država, proti islamu. Prav. Zato se ne moremo preveč pritoževati nad tem, ker naj bi bili kot gostje, ki živijo v hiši, in gostitelj lahko kadarkoli spremeni pravila. Zato se ne moremo pritoževati, ker imamo navsezadnje svoje lastne hiše, imamo svoje lastna ozemlja. Tako naj bi bili v Združenem kraljestvu in na Zahodu začasno kot ekonomski migranti, da zaslužimo svoj denar in potem naj bi zapustili ta ozemlja in se vrnili na svoja lastna ozemlja. Toda zgodilo se je to, da smo se prisilili biti v okolju, kjer sploh ni primerno, da bi prakticirali islam. Pravila hiše se sploh ne skladajo z islamom. Zdaj gostitelj pravi, da se vaše vrednote in naše vrednote ne ujemajo. Muslimani morajo zdaj razumeti, da če želite ohraniti svoj islam, svojo moralo, svoje dostojanstvo, se morate zdaj vrniti nazaj v svoje dežele. V redu, ta človek ima nekaj prav in nekaj narobe. Prav ima, da se razpoloženje spreminja, da so ljudje naveličani vsega, kar se dogaja in da to ni združljivo z Zahodom. Ampak pretvarjati se, da so te ljudje prišli samo zato, da bi se naučili ekonomije in se potem vrnili v svoje države ter jih preoblikovali v zahodne družbe, je popolnoma napačno. To ni resnična zgodba. Ne vem, ali ta človek verjame v to. Mogoče res verjame. Ne pravim, da odkrito laže, ampak to preprosto ni res.
Ti ljudje niso imeli nobenih načrtov, da bi se vrnili v svoje države. Želeli so priti in prevzeti Združeno kraljestvo. To je tisto, kar želijo še naprej početi. In ta načrt je bil popolnoma razkrit. Vidite, mnenje se spreminja, občutki se spreminjajo. Zato se tako zelo trudijo omejevati svobodo govora. Nočejo, da bi ljudje lahko govorili o tem. Ker ko enkrat začneš govoriti, začneš ugotavljati, da so tudi vsi ostali spoznali iste stvari, kot jih spoznavaš ti. In morda nisi nek zmešani rasist, ki sovraži manjšine, ampak si preprosto nekdo, ki ceni svojo vero, svojo kulturo, svojo družbo. In ko pride do vdora v to, bi se morda moral proti temu boriti. Ljudje, to so dobre novice. Je delo opravljeno? Sploh ne, niti približno. Milijoni ljudi so prišli z zavojevalsko miselnostjo in poskušajo uničiti zahodno družbo. In s tem se je treba odpraviti v korenu. Toda sprememba, ki jo opažate, pomeni, da je vse več teh ljudi razumelo, da se njihov čas izteka. In ali bo postalo nasilno? Kako se bo to zgodilo? Se bodo vsi vrnili prostovoljno ali bodo v to prisiljeni? Čas bo pokazal. Bomo videli. To bo odvisno od tega, kdo bo naslednji izvoljen in kaj se bo zgodilo s tem. Vendar pa ne mislite, če ste eden tistih ljudi, ki to že nekaj časa opazujete in ste si mislili, nekaj je narobe s tem, ampak jaz nisem rasistka, prisežem. Niste rasistka. Manipulirajo vas, da tako mislite, ker jih je strah, da bi razumeli resnico, da so vdrli neopaženi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.